Hvala še enkrat, da ste se odzvali v Bilu, ker vem, da ste vsi izredno zaposleni, ne samo s projektom Kultura, ampak še z drugimi. Tako da mogoče za začetek bi vas prosila, pa gremo pri tem prvem vprašanju kar od začetka, ko bomo začeli pri Robertu. Mogoče sam na kratko, če predstaviš, v kolikih projektih sodeluje že Mini teater in kje se ti zdi, da si našel to povezavo med tem, kar Mini teater počne in recimo tako imenovano evropsko dodano vrednost. Kar se tiče same Culture, seveda mi nismo takoj uspeli s prvim razpisom, kljub temu, da so bile programske takrat že neke smernice zelo podobne, ki so te, ki jih zdaj izvajamo in s temi so bili uspešni, kar pomeni, da smo morali pravzaprav tudi nekako se naučiti tega jezika teh ocenjevalcev v Bruslu. Jaz sem opazil, da je že sam naslov projekta zelo pomemben. Normalno oni ne bojo podpirali nekih naših nacionalnih malih projektov predstav in tukaj je bila sreča Mini teater, da mi že pravzaprav od začetka sodelujemo z umetniki iz različnih sredin, iz različnih držav. Tako da tukaj se mi zdi, da moraš imeti neko res zaupanje do teh partnerjev. Ker koncev partnerji ne sodelujejo samo fizično, ampak tudi finančno. In pri nas konkretno v gledališču, to so skupine, ki so zelo slabo financirane. To so vse več ali manj, par je res državnih gledališč, ampak večina so to nevladne organizacije. Problem seveda zmeri je ta 50% sofinanciranje. Tako da pri nas veliko stvari se pokriva s tem, kar imamo mi v programu samem pri ministrstvu, določene stvari so seveda izven tega. Tako da nekako smo probali ta denar zagotavljati iz teh naših projektov, pa seveda šparati na vseh straneh. Ampak šparati pa seveda tudi ni v redu. To je pa zdaj druga stvar. Pri prvem projektu se nam je zgodilo, da smo ful šparali, da se nisem nobenega honorarja izplačal in na koncu seveda nismo imeli dovolj računov. In so rekli v Bruslu, ja, vi sicer imate izvedeno komplet projekt, ampak računov pa nimate. In so rekli, ja, pa sej volonterstvo, prostovoljstvo in tako naprej se to vi tudi. Ja ne, tu pa ni volonterstvo, tukaj je pa samo račun, tukaj je samo potrdilo banke, tukaj je samo potrdilo, da ste plačali davek. To pomeni, da tudi če ti šparaš, ti čist nič ne pomaga, ker ti pri končnem računu tisto, kar nimaš ti računov, absolutno ne upoštevajo. Po pa še datumi sami, treba se držati, mislim, tako precizno teh datumov. Nam se je zgodilo kljub vsem izkušnjam v lanskem letu, da smo mi štartali s projektom prej, pa smo vedeli, da je začetek 1. maja, ampak sem bil nepazljiv in smo določene honorarje izplačali pred 1. majem, kar pomeni, to nam nič ne pomaga. V redu, Robert je zakladnica izkušenja idej, tako da bi mogoče še nekaj za kasneje pošparali, pa gremo v Kadeli. Situacija je manj drugačna pri tebi, ker si kustosinja v nacionalnem muzeju, se pravi javni instituciji in tudi v glavnem pri teh evropskih projektih gre za sodelovanje med nacionalnimi institucijami. In me recimo zanima, te nacionalne institucije itak imajo že neko svoje poslanstvo na nacionalni ravni, izvajajo programe, zakaj se take nacionalne institucije v evropskem prostoru sploh odločajo za take evropske projekte? Mi smo bili, kot ste že prej videli, dosti uspešni že od začetku leta 2000, predvsem kot so partneri. Smo pa ugotovili, da dejansko, ker smo tudi dosti mednarodno aktivni, da dejansko rabimo nek dodaten denar tudi za te večje razstave, ker ga stavimo vedno manjno. Zato smo se leta 2008 prvič lotili prijavljati prav ta prvi projekt sodelovanja in sicer za en tak večji projekt konceptualizem v vzhodni Evropi. In smo se tega lotili sicer zelo amatersko, ker nismo imeli nobenih izkušenj in smo v bistvu nismo bili uspešni, ampak smo dobili nek feedback, videli smo, da dejansko prijava sama je bila dosti v redu, samo nekako ni bilo tega poudarjenega sodelovanja, predvsem pa delitve in stroškov in tega. Mi smo pogovorili pri budžetu, to se pravi pri tej strukturi financiranja. Zdaj ta drug, to se pravi ta internacionala, kjer smo mi v bistvu zdaj, ki ga vodimo, v bistvu se nam počuje ta projekt letos konec septembra, smo pa vse te neke izkušnje združili, predvsem pa tudi to, kar si ti rekla, v bistvu smo povabili k sodelovanju tudi ljudi, ki so bolj praktični, tako da nekako smo porazdelili tudi vloge in nam je šlo lažje.
Tako da tukaj sem tudi jaz orala od ljudino, ki sem jaz pisala, mislim, tukaj moram reči, da zato smo tudi res uspešni, to vedno povem, ker ste vi tako dobri in res dejansko ful pomagate. Mislim, jaz sem klicala zadnji teden skozi, ne. Mi si pravi, smo bili nagrajeni, ker smo se tega dejansko lotili, smo rekli, pač gremo to, pa se da, ne. Hvala. Alma, isto vprašanje zate, samo mogoče še z enim pod vprašanjem. Recimo, vi v vaših projektih recimo je zaslediti nekaj, kar ni, recimo, ne velja za vse slovenske prijavitelje, da sodelujete z velikimi državami. Vi imate nizozemske, nemške, finske, partnerje iz Velike Britanije. In me zanima, a ste vi enakopravni v tem sodelovanju? Ja, jaz mislim, da če ne bi bili enakopravni, ne bi sodelovali. Zdaj, iz Bruslja smo se že skozi Kulturo 2000. Jaz mislim, da je takrat to bilo učno obdobje, ne samo toliko za Slovenijo, tudi za naše zahodne partnerje takrat. Jaz se spomnim, da ravno ta računovodska poročila in te stvari, to ni bil zalogaj samo za nas, ampak za vse. Sodelujemo pa večinoma z nevladnimi organizacijami. Bistvo teh projektov je ravno, da ne dela vsak nekaj svojega, pa se to na kup zloži, ampak da je treba dejansko sodelovati. Ne. Je pa dolga leta tudi učenje nekega sodelovanja, kako zastaviti komunikacijo, kako zastaviti neka pravila znotraj mreže, ki jih bojo vsi upoštevali, pri čemer ima vsak neke svoje lokalne specifike. Ne. Mislim, obstajati mora nekaj red, ampak tudi red ne samo na ravni te logistike, prometa in ne vem, kaj je tudi red na ravni vsebine, da se preden greš v projekt, res dogovoriš, kaj hočeš s tem delati, kaj je cilj tega, kaj mi delamo skupaj. Tam se partnerji že 12 let ponavljajo. Ne. Sodelujemo s partnerji, ki jih mogoče ne poznamo, ampak jih nekdo drug pozna in je že sodeloval z njimi. Tako da se mi zdi pač tak, na koncu čist taka zdrava pamet, no, v smislu slediti nekim tudi svojim prepričanjem in pravilom dela in se potem odnesemo dobro. Če lahko dodam, mislim, da je itak pravilo oziroma izkazalo, kot se je edino dobro, da ko prijavljaš te projekte na razpise, da prijavljaš tisto, kar počneš, tisto, kar želiš doseči. Ne? Se pravi, to, kar si ti rekla, da se ne prijavljaš zaradi razpisov, ampak imaš nekaj, kar pač sodi, ne, v okviru nekaj. Ja, to je splošno pravilo, najbrž ne samo za program kulture. Ne. Na dolgi rok pa bi jaz rekla, da program kultura je omogočil nek tip mednarodnih sodelovanj, kot drugače mogoče ne bi bil možen. Tudi omogočuje neke vrste aktivnosti, za katere bi mi zelo težko mogoče drugače dobili na nacionalni ravni denar ali pa tudi med samimi organizacijami. Tako da jaz mislim, da na nek način uspešnost raste tudi zato, ker smo se mi naučili tega tipa dela. No? Na začetku ni bil problem tehnično znanje. Ne? Sem nekaj bi rekel, kar je Alma rekla glede programa. Kada napišeš enkrat, to seveda ni svetopismo. Vsi se zavedajo tudi v Bruslu, da so spremembe, da so ljudski faktori, da je kup stvari možnih, ki se bojo v tem letu, 2 letih, kaj se mi koliko pač treba projekt zgodile. In če ti znaš obrazložiti, ti oni zmeraj odobrijo spremembo programa. Tako da ne misli, zdaj nekaj napišemo, pa nismo čisto prepričani, če znaš kasneje obrazložiti spremembo, jo v bistvu zmeraj odobrijo. Mi smo tudi že partnerji zamenjali. Tudi to, evo, tudi to recimo. No, mogoče kar je to fajn izhodišče za Gašparjem. Društvo slovenskih pisateljev ima eno tako zanimivo izkušnjo, ne? Zmenjavo partnerjev, ne? Ja, mi smo do zdaj pravzaprav 3 projekte speljali. V 2 smo bili prijavitelji, v enem partnerji. No in ta zadnji, ki je letos uspešen, se nam je zgodil, da še prej smo začeli izvajati projekt, je partner bankrotiral in ga ni več. Ne. In smo ga zamenjali. Ne. Skratka, pač smo povedali, zakaj gre. Smo našli novega partnerja, ki ga poznamo že več let, s katerim sodelujemo in je šlo to skozi. Skratka, to sploh ni nek problem, kar se tiče Brusla. Drugače pa tisto vprašanje, ki sem imel prej za Almo, a smo mi enakopraven partner z zahodnoevropejcem. Zdaj ta nov projekt izvajamo z Irci in z Italijani in jaz mislim, da smo večkrat enakopraven partner, ne tisti, ki denar prinese, tisti je da Bosne. Tukaj ni vprašanje, s katere sredine prihajate, ne? To sploh ni bistveno.
Je pa tako, da je pač prijavitelj oziroma koordinator na nek način najbolj izpostavljen. Ne? On je tist, ki komunicira s Bruslom in ki je dolžen zagotoviti, da stvari znotraj mreže, znotraj teh partnerjev klapajo. Če greste v to, da ste prijavitelj, boste si odrezali večji kos pogače, normalno, ampak je seveda delo neprimerno večji. Res pa je to, kar je Alma rekla, ko narediš prvič, imaš pač neke osnovne stvari zapisane, predstavitev svoje organizacije, neko tradicijo, neko opis dela in tako naprej, ki jih potem copy-pastaš, rahlo dopolnjuješ in tako dalje. Skratka, imaš eno ogrodje z latovščino bruselsko, normalno, in pa seveda skozi prijave dobiš tudi ta občutek, tako kar je po robi, kaj eksperti iščejo. Če dobi ocenjevalec občutek, da imate vi pač neko svojo organizacijo in ste potem priključili še 3 partnerje, zato da boste izvedeli svoj projekt, oni bodo prišli malo pogledati, kaj se dogaja, potem seveda to ni. Če pa dobiš občutek, da je to neko organizacijo, da gre za nek projekt, ki vendarle ta običajno delo spravlja na nek drug nivo, tukaj se jaz strinjam z Almo, treba je izhajati iz tega, kar počnete sicer, ampak vendarle, če boste kandidirali za evropske sredstva, je fajn, da si zamislite nek cilj, ki pa to preseže v teh 2 letih, recimo pa 7, kakorkoli pa, če nismo kaj se prijaviti. Mi imamo zadnje leta dobre izkušnje s feedbacki iz Bruslja, da ko napišejo oceno projekta, ne glede na to, ali je uspešna ali neuspešna, da dejansko lahko razbereš iz tega ven, ali kje si zgrešil, ali pa zakaj so ti tako dobro ocenil projekt, kar je super kapital za naslednjič, ker pol pičeš naprej, tam, ko si pa zgrešil, pa enostavno ti postane jasno, ali je dejansko projekt bil vsebinsko neustrezen, ali se ti sam na ravni forme zgrešil, pa narobe predstavil stvar. To je definitivno velik plus programa, se pravi, da se izvaja praktično identično v celotnem obdobju 7 let. Se pravi, že prvo leto, ko je objavljen ta vodnik in predstavljeni razpisi, vemo, da bo to sistem, ki se bo apliciral vsako leto v tem 7-letnem obdobju. Tako da tudi, če se eno leto prijavimo, pa nismo uspešni, bomo naslednje leto ponovili postopek veliko lažje, ker smo se že preglodali čez te obrazce. Po drugi strani smo pa dobili to, kar si ti rekla, povratno informacijo iz Brusla, s to evalvacijo, ki je res konkretno navedeno za vsak kriterij ocenjevanja, kje ste premalo dobri, kje ste šibki, kje je še prostor za izboljšave. Ta prvi krog bi zaključila še z Gregorjem. Je malo specifičen primer, ker gre za manjšo organizacijo, novejšo recimo. Me zanima, kako ste se vi recimo sploh odločili, da sodelujete v nekem takem večjem evropskem projektu. Torej, v naši situaciji gre v bistvu še za dodatne zanimivosti kot to, da smo na nek način ta projekt razvili iz prejšnjih projektov, ki so se sofinancirali tudi iz evropskih programov, in sicer Comenius in pa Youth in Action. Šlo je pa za eno sodelovanje z Avstrijo od leta 2005, kjer smo sodelovali z dijaki gimnazije Celje Center na temo operete. Kljub temu, da je Hiša kulture Celje pridruženi, torej Associated Partner Muzeja novejše zgodovine Celje in da je nosilec projekta Mesto Bad Ischl, se pa dejansko ideja za sam projekt porodila pa ravno pri nas, ampak zaradi tega, ker smo bili leta 2009 še tako rekoč brez referenc, ker je zavod bil ustanovljen šele tistega leta, smo k sodelovanju povabili Muzej novejše zgodovine Celje z idejo, da se pripravi na to tematiko tudi eno obširno razstavo in pa pozvali Mesto Bad Ischl kot gostitelja Leharjevega festivala, da v skladu z njihovo tradicijo in pa njihovimi prizadevanji, da bi to glasbeno obliko popularizirali med mlajšim občinstvom, oni prijavijo projekt. Tako da to je šlo v bistvu, pa kar bi se temu rekli, da smo delovali iz ozadja in seveda tudi Bad Ischl nakopali zdaj vse te probleme zaključili in poročili, mi smo svoje že oddali. In pa seveda tudi to, da smo imeli pa od vseh partnerjev daleč največji proračun. Tako da tudi ni nujno, da če ste, mislim, lahko ima tudi en od partnerjev tisto, ta večji kos pogače. Moram pa reči, da partnerje smo vse partnerje smo poznali prej razen Poljakov.
kjer nam je pa Avstrijska nacionalna agencija namignila, da bi pa bilo mogoče dobro, ker najprej smo bili samo Nemci, Avstrijci in pa Slovenci, da je bilo pa dobro, če pa bi še mogoče ena vzhodnoevropska država čist zaradi tudi točkovanja projektov sodelovala zraven, tako da tukaj vsekakor so stične točke, kot tudi naša slovenska, v izjemno pomoč, ko se prijavljajo takšni projekti. In pa zanimivo je potem seveda opazovati bilo to zdaj 7-letno rast tega projekta, ki je bil za ene mladinske izmenjave 4 držav pripeljan v bistvu do točke, ko je z vsemi temi dogajanji spremljevalnimi postala nam pozorna evropska strokovna javnost. In pa kaj pa za nas dodana vrednost je pa to, kaj vse se je vršilo ob tem projektu. Od tega, da je Muzej novejše zgodovine Celje vzpostavil aktivne stike izmenjave svojih produkcij in razstav z nemškimi, poljskimi in avstrijskimi partnerji, ki se potekajo 2-krat na leto od leta 2010. Da mi kot Hiša kulture Celje pošiljamo naše sestave na turneje in sprejemamo njihove sestave sem, in sicer okrog te tematike operete, ki pa se zdaj širi že tudi na druga področja. Tako da to, kar lahko potem s partnerji vzpostaviš še ob enem takšnem evropskem projektu, se mi zdi pa res ona češnjica na vrhu smetane, sploh če je to partnerstvo dobro in če deluje. Me pa zanima, koliko časa ste dejansko porabili tehnično, bom rekla, za pripravo prijave, da ste se uskladili s partnerji, glede vsebine in pripravili budžet. Koliko časa prej ste se lotili priprave? Mislim, jaz moram priznati, da jaz sem en terorist, ki napiše program in vključe vse te partnerje in povem, kaj bo delati. Tako da tukaj nimajo dosti kaj svobode, šalim se. Seveda se šalim. Mi so delali prej s eno punco iz Slovenije in je to trajalo v nedogled in trajalo in tukaj je bilo samih teh ur, ki smo jih bolj za te priprave plačali pol projekta. Zdaj smo dobili eno izjemno gospo, kar tudi vam se upovedam. Mislim, da je trenutno v Sloveniji ogromno nekih mladih upokojencev. To so gospe in gospodje, ki so končali neke svoje karijere, ki imajo eno enormno znanje. No in tako smo mi dobili eno gospo, ki je bila direktorica ene banke, ki je polna energije in tako naprej, in s katero zdaj sodelujemo že 2 leti in ona uživa v številkah. To pomeni, odkar smo mi začeli delati z njo, številke več niso praktično moj problem. Jaz naredim nek okvirni program, se dobimo s partnerji, oziroma se glavno to pač komunicira preko mailov. Tako da za sam projekt seveda rabiš čas, treba si ga vzeti. Velikrat jaz rečem, za ta projekt nam bo zmanjkalo časa, nima smisla. Zdaj ne vem, je bil ta projekt sodelovanja s 3 državami, s kateri smo bi praktično začeli, takrat mislim, da 2008, tako je že bilo. Torej imamo izkušnje, ampak je bil partner Južna Afrika. In jaz poznam ljudi v Južni Afriki, imam povezave z njimi, ampak je to trajalo mesece in sem jaz zagotovil, da se to ne bo dalo realizirati, da nima smisla, čeprav poznam ljudi, poznam organizacije, sodelujemo, ampak je to pač nek drug sistem. Tako da jaz mislim, da če za oktobrski razpis začnete zdaj pripravljati stvari, ne bo nič prehitro. Moram reči, da prejšnja tale, ki je sodelovka z nami, je zahtevala 10% od projekta plus ure. To pomeni od uspešnosti projekta 10%, to je bilo še pri Norveškem fondu in to smo skoraj bankrotirali zaradi tega. Ta gospa pa v bistvu ima zdaj na uvodu, ima avtorsko pogodbo, ki je, ne vem, če je to, pa niti ni 1%. Tako da dejansko, če ugotoviš, da imaš potrebo po nekem specifičnem znanju vodenja evropskega projekta, pač rezerviraš znotraj projektnega budžeta nek avtorski honorar, pa še za neko zunanjo ekspertizo, ki je pač ta inštitucija nima. Tako da vsaka situacija ima pluse in minuse. Ne, jaz odgovarjam na vprašanje, kdaj smo začeli. Mi smo se tega projekta lotili tudi v smislu malo bolj promocije oziroma te visibility tudi predvsem v strokovnih vodah. Tako da smo začeli internacionalno to skupino umetnostnih muzejev in arhiva že prej nekako malo najavljati, tako da smo že na Beneškem bienalu pred tem naredili neko tako novinarsko konferenco, ljudi povabili, celo nekaj vložili skupnega denarja, da smo nek logotip naredili in tako.
Kar se same, to se pravi, da smo začeli, to se mi zdi v bistvu, tudi kar smo se naučili od prejšnjih projektov, da smo se začeli dosti vodi dobivati in da smo dejansko skupaj delali to prijavo. Bilo sicer smo jo bolj ali manj mi napisali, ampak je bilo pa veliko teh inputa tudi od partnerjev. Zdaj, prijavo samo po sebi smo pa tako, kot vedno se zadnjo minuto. Meni se zdi, da imajo te mednarodne mreže oziroma ta partnerstva kako neke svoje karakterje, tako da poznamo od razsvetljenega absolutizma, kjer ljudje rečejo, tako bomo delali in vsi partnerji rečemo, mi se vidimo tle noter, ker gremo, do teh nekih direktnih demokracij, kjer so organski procesi blazno dolgi. Zelo pomaga, če imate kakršnokoli vrsto strokovnih združenj, kjer se že itak dobivate in imate potem take neke spin-off sestanke, ki so za prijavo namenjeni. Tako da jaz ne bi modrovala v tem pogledu, ker se nam je kar vse odneslo. Moraš za sebe ugotoviti nekako, kaj te leži, tudi kot nekem projektnem uvodi. Od tega, da so partnerji poslali že skoraj končano prijavo in so rekli, mi to delamo, se vi vidite noter, da smo mi pogledali, kakšni so naši plani za prihodna leta in če se je poklopilo super, če se ni hvala. Do tega, da smo recimo ene stvari res po eno leto mozgali. Mislim, vsekakor morate začeti zdaj delati, če ste si to zamislili, že sam zaradi tega, ker morate partnerje najdete. Samo izpolnjevanje obrazca, to vam vzame en mesec, približno, mesec pa pol. Ampak vi morate danes povedati partnerju, pa sploh boste delali. Tako da mi imamo neko to kombinacijo prosvetljenega absolutizma, kar pomeni, da jaz napišem program, pa pol pošljem, pa rečem, tole je naš projekt, a boste vi kaj zraven, a kaj spremenimo, skratka, pa ima neka demokracija. Zaradi tega, ker sem pri partnerjih tudi ugotovil, da če jim rečeš, a bi vi šli v neko cooperation project, to ne rečeš, a bi, ampak kaj bomo pa delali, ne? In načeloma nimajo idej, ne? Zdaj, ponavadi je koordinator tisti, ki idejo prinese in potem se od partnerjev pričakuje, da se v njej najdejo ali pa tudi ne. Tako da to je nek tak prav način. Enostavno do tega, ker vi boste danes dobili partnerja, mu morate povedati, kaj od njega pričakujete, dokdaj to od njega pričakujete. Partnerji se nikoli ne držijo rokov. Skratka, pa jih treba ne trikrat pozvati, da zdaj pa reži čas, da povejo, in skratka, da pošljajo te stvari. No, pa nekaj večinoma stvari res lotijo in tudi nekako naredijo na rokno, ker se zavedajo, da je težko biti. Gregor, bi po vašem primeru, ki je specifično, se pravi pridružen partner, ampak ideja njegova, nekdo drug je bil pa zadolžen, da pravi čas odda na pravi način prijavnice. Kako je pa to delo potekalo? Torej, mi smo imeli pa prijavo pripravljeno že leta 2008, ampak smo se res zadnjega septembra odločili, da je ne oddamo. Takrat je bil zraven še en drug partner, sicer Čehi, in zaradi tega, da smo se septembra dobili vsi v Pragi. Najme sicer zelo prijetne vikendu smo videli, da ne bo to šlo skozi. Potem so v Čehi odpadli, ampak s tem, ko so odpadli, pa zaradi njihovih pomislekov smo pa vsem pol mi rekli, pa pismo, kaj pa če še malo preštudirali. Smo rekli, da če eno leto počakimo. Smo potem oddali bil prvo uspešni s projektom. Tako da tukaj ta sistem, se pravi, če imate idejo, kaj je delati, predstavite, ampak je pa potreben nek konsens. Torej, vsekakor se pa tudi partner ne sme počutiti prisiljeno nekaj, ali pa da res izpade tako, da zdaj hočete vi svoj projekt financirati, ker pa zaradi pogojev rabite še nekoga zraven, da boste pač šlepali. Ampak potem, ko se pa svižila ta oddaja, smo pa takrat dosti bolj racionalno tudi pristopili k stvari in tudi dejansko projekt preoblikovali do precejšnje mere. Pa ta proces traja praktično recimo potem pol leta. Prehiter ne, ker se potem lahko preveliko krat zgodi, da spreminjate in potem še na koncu ter spreminjate. Seveda prepozno pa tudi ni dobro. Pri partnerji želo dodam to, so različni načini odločanja. Pa nekje tudi, če si direktor, nimaš te pravice, da bi šel podpis recimo projekta, ampak je zadaj nek upravni zbor. Recimo, ki so imeli primer z Nemci, ki so šli vse v kar se je ugotovilo, da pač oni rabijo potrditev upravnega sveta gledališča, niso mogli sklicati, so bolj pač morali odstopiti od njih kot partnerjev. Tako da to je fajn vedeti, tudi prej čist časovno, da če se lotiš, kakve postopke imajo, ki je za to, da, ker tukaj so finančne obveznosti, ki bo tudi partner prevzame. Davčno politiko, to pri muzejih, na primer, eni so oproščeni davka, eni pa nisem, to če lepo izveš, pa da
Ali pa gotoviš, da nekdo, za katerega si misli, da je pravna oseba v tujini, se izkaže, da ima nek status, ki je soroden SP v Sloveniji, da praktično ni upravičen. Glede števila partnerjev bi mogoče res samo upozorila to, kar se je vam zgodilo. Mi ponavadi svetujemo recimo najbolj popularen razpis za te manjše projekte sodelovanja, ki trajajo 2 leti, se pravi, morate imeti 3 organizacije iz 3 držav. Zdaj, varno je mogoče, da imate vsaj 4 organizacije iz 4 držav, zaradi tega, ker ta kriterij 3 držav, tudi če bo projekt odobren, ta kriterij velja do konca trajanja projekta. Se pravi, tudi če izgubite enega partnerja na sredini projekta, boste mogli novega dati not, ker do konca projekta velja, da 3 države sodelujejo, tako da mi ponovadi svetujemo, dejte saj še enega, tako kot neko varnostno pedalo, če se da, ne, seveda spet ne nekoga nasilno odvlačiti. Še nekaj glede prijavnice me zanima, vseeno tako, zelo na kratko, a se vam zdi bolj zahteven ta vsebinski del, ta ideja, to, kako jo prilagoditi tem kriterijem ocenjevanja, ali ta finančni del, pa priprava vseh teh dokumentov, ta res administrativno-finančni del? Mislim, jaz zmeraj naredim tako, da sam naredim in program in okvirne finance. Po vseh teh točkah naredim jaz nek grobi finančni plan. Tako da potem gre pa za tiste... In še nikoli se nam ni zgodilo, da ne bi z Brusla pred podpisom pogodbe vse še zahtevali kakšnih popravkov. Tukaj, tudi če narediš kakšno napako, da oni pozovejo, da ti to popraviš. Tako da tukaj je res ideja pomembnejša od same forme. Zdaj, če ti tam noter te oni seveda pokličajo pa rečejo, kaj ste ga pa tukaj biksali, ampak vidijo neko idejo, ki je pa kvalitetna in hoče podpreti. Pa tudi dejstvo je, da se ocenjuje vsebinsko, ne? Mislim. Ja. Ko eksperti ocenjuje vsebino, če se gleda budžet, se gleda samo, a je pač možno to idejo izvesti s tem denarjem, ne? Drugač pa to je, v bistvu, pri nas imamo tako, jaz naredim programski del, kolegica naredi finančni del, ne, da ne bi mi dva komunicirala, ne, ampak ni nujno, da je to en sam človek, lahko imate skupino. Pri nas je pa, kot sem prej omenjala, prvi projekt je šel zaradi tega, ker ni vsebinski del bil kompatibilen s tem, ker sem jaz to nekaj kar napamet, ker sem popoln brezvestnik za matematiko in za vse, ne, tako da drugič smo dosti bolj, smo si vzeli pač k srcu to prejšnjo oceno, ne, tako in smo dejansko tako mogli biti iz budžeta, si mogli videti, da so vsi partnerji nekako vključeni, da nimaš ti on budžet pa daješ, ampak da vsi nekako prispevajo, participirajo, to je bilo bistvo pri budžetu. Smo pa isto, smo imeli že odobren projekt, ki smo ga mogli kar spreminjati, pa že te davčne, ki sem prej rekla, nismo upoštevali, da recimo niso. To vprašanje sem postavila zato, ker se velikokrat zgodi, da nas kontaktirajo ljudje, ki nimajo izkušenj in sprašujejo, če poznamo koga, ki se profesionalno ukvarja s tem pisanjem prijav in tako naprej. In jaz ne rada dajem niti konkretnih informacij, kdo to ponuja na tržišču, niti ne preveč promoviram te storitve, čeprav se zavedam, da v nekaterih primerih se to izkazalo kot koristno in edino pametno, ampak poznam primere, ko je nekdo zunani, ena pač ta agencija pripravila prijavo in proračun, projekt je bil odobren in ko se je začel izvajati, se je izkazalo, da je proračun pripravljen tako, da ne omogoča realizacije aktivnosti. Tako da je bilo potrebno, mislim, en kup problemov, en kup sprememb in praktično oseba, ki je pa bolj delala na projektu in tudi sledila izvajanju v finančnem smislu, imela še 2-krat več dela, kot bi ga imela, če bi sama na začetku pripravila tudi te finance, tako da bi bile kompatibilne z vsebino. Jaz mislim, da recept ne obstaja. Ja. Noben, da ne more zadati od nas recepta, to pa je zdaj. Mi vsako leto prepletamo, zdaj bo projekt odobren ali ne bo odobren. To pomeni, kljub vsem izkušnjam, ki jih kao imamo, ni nobene garancije, da bo pa naš projekt zdaj šel naprej. Ja, tle imamo, mislim, zdaj že anekdotični lik revizorja iz Brusla, ne, smo zdaj dali slovensko revizijo čez in zdaj se vam vsakih 14 dni oglasi kolega Jens, ki mi vsakih 14 dni napiše nov mail, enkrat scan te fakture, enkrat ni čitljiv scan na Uniji, bolj ga zanima prevod tega, ne vem kakega obrazložitve zdaj na fakturi, ki smo na 15 dni nazaj poslali. Mi imamo to srečo in nesrečo, da mukotrpno sami pišemo in budžete in poročila in zbiramo fakture in bla bla. Ampak moje zlato pravilo je, ko delaš budžet, jaz sam vidim, a tle lahko jaz fakturo dobim ali ne. Torej, za vsako stvar, ki jo daš v budžet,
ti moraš videti račun, ali boš dobil od umetniške organizacije FI, ali ti bo nekdo izdal račun, samo fakture. Ker ko si nekaj napisal noter in ti ni jasno, kdo bo tebi za to izdal račun, ali pa ti to storitev računu odpade. In, pa priporočilo boš imeti malo več računov, kot bi do konca, ker kakšnega ti bo sigurno ven vrgli, tako da imaš malo rezerve vse. Ker na koncu se upošteva ne znesek podpore, ki ti je bila odobrena s pogodbo, ampak delež. Se pravi, Maša vam je predstavila, da za te projekte sodelovanja dobite največ polovico upravičene vrednosti celotnega projekta. In zdaj, če se vam celoten projekt zmanjša, ne boste dobili 200.000, če ste mislili, da bo to 400, če ste realizirali 300, boste dobili samo 150, ne? To je jasno. Zdaj bo treba vračati. Ja, celo vračati, ker vi dobite 70% podpore kot avans in se je že dogajalo, da je bil projekt toliko manjši, da so celo ti avans mogli vračati. Tega si pa nihče ne želi, ne? Pri vsebini pa sem včeraj, mi smo na začetku se veliko pogovarjali o tej latovščini, o tem lingutu, ki ga vsi uporabljajo. Jaz pa mislim, da je v bistvu trik v tem, da ti ugotoviš neke svoje vrednosti, ki se jih sploh ne zavedaš. Nam je bilo totalno odkritje, ko smo prijavili festival, so nam kot eno najbolj pozitivnih točk, ki so jih oni prepoznali v naši strategiji, ocenili gverilsko oglaševanje festivala. In to je bil nek mikroprimer, ki smo ga mi sam navrgli noter kot ilustracijo, da smo festival promovirali tako, da smo vrečke potiskali in jih dali trgovinam in v izložbo v Ljubljani. In to se jim zdaj tako z malo denarja, veliko promocije in so izpostavili ta primer, ne. Jaz sem se tam zavedla, da nekdo nas ne pozna, oni ne vejo, kako genialni smo mi, ne. In je treba prav neke take svoje vrednosti ven potegniti, ko jih mogoče so čisto samoumevne, no. Tukaj Alma rekla, res mi smo včasih pač v svojem nekem vrtičku, ki delaš in res ne vidiš ven. Nas se je zgodilo lansko leto, ki je Poljska predsedovala Evropski uniji. Poljska je dala največji poudarek na sodelovanje s tretjimi državami, sicer ta del Gruzija, Belorusija, ta vzhodni del, in da je bil to eden njim največjih primerov sodelovanja s tretjimi državami takrat v Evropi. Nas je pa zdaj to je tak naš mali, nek lokalen projekt. In v bistvu takrat sem se jaz v bistvu šele prestrašil, v bistvu kam sem jaz sploh prišel. Tako da res velikrat si misliš, delaš neke svoje stvari, ampak dejansko pol nekje pa vidiš na nekem nivoju, da pa so prepoznane kot mogoče neki res pomembni projekti. Morate si pa predstavljati, da v Bruslu nas načeloma ne poznajo. Ti uradniki iz izvajalske agencije še najmanj, ampak tudi ne morate vedeti, ne vem, če boste imeli eksperta z Islandije, pa ne vem, Norveške, ne vem, no, če ste ravno eksperta z umetniško in kulturno področje iz Slovenije, tako da oni ocenjujejo samo tisto, kar piše v vaši prijavnici. Oni v bistvu dobijo tudi navodila, da tudi če sami poznajo, da vejo, da poleg tega, kar je tam napisano, da obstaja še nek širši kontekst, pa nek plus, oni tega načeloma ne smejo upoštevati. Zato je to zelo pomembno, kar si tudi Alma povedala, ne? Da tisto, kar se nam zdi, ja pa se fajn delamo, pa smo v redu, ne, treba je povedati in to zelo jasno. Hkrati pa ne vedeti teh romanov in predstavljati 20 let kulturne politike. Tako da tam imaš zelo, res. Je zelo koncizno. A še kdo kaj na to temo? Kakšno vprašanje? Ne, sem vložil vse povedal. Mi smo sam sporotirali vse račune partnerja že takoj v štartu angliščini. Pa tudi modifikacije proračuna, ne vem, če ste o tem govorili prej, so mogoče znotraj partnerjev. Torej na tisto vsoto nismo 100.000, ugotovili smo zdaj na koncu cirka 6.000. Na hodi viška, Regenfeld je hodil premalo, torej 10% smo pač prerazporedili, morate pa za to zaprositi, ampak načeloma tudi ni problem. Pa pravi, ta zadevščina tudi poleg tega, da danca dobi, je tudi zelo fajn za naše funkcioniranje, ker včasih smo mi malo šladmasti pri stvarih, ne? To sploh Slovenci, jaz gledam pač kolege, ko prijavljajo na naše nacionalne razpise. Vam tudi povem, da raje nekaj bruselskega delati kot mestne občine Celje, ker je bolj pregleden pa jasno, pa naš občinski, naprimer, kar je tudi zanimivo. Ampak pri nas velja ta logika, čim bolj napumpimo proračun, da bomo pač dobili čim več denarja. Tu pa vam to pade, ker Bog ne daje, da vam res ostane više denarja. Kaj pa še ena druga vaja,
da se pripraviš na kakšne težje razpise, recimo Evropski socialni sklad, kulturni sklad, pa se ti zdi kultura tako, Ena primer stroškov, vi morate realizirati to, kar ste prijavili 100%, če želite preživeti vsa sredstva. In pa se naše goste me zanima, kako ste financirali drugi del projekta. Se pravi, 50% sredstva ste dobili od Evropske unije, ostalo ste financirali z lastnih sredstev oziroma preko drugih razpisov, kako ste dobili, možete rekla. 50 000 evrov sofinancirati tako javnemu zavodu, kot tudi nam, z programom, ki nastane še dodatnih, recimo 100 000 na leto, ne, smo pač malo manjši, je bil kar problem in že tisto, a bomo to sposobni. Potem greš pa, če se prvo seveda javni zavod naredi, ok, naš bo ta, to gre lahko v delež plač, potem tisti potni stroški, ki jih tako imaš. Potem, koliko bo zraven ministrstvo sofinanciralo, hvala Bogu za to podporo tudi za prijavljene evropske, oziroma odobrene evropske projekte, ki jih lahko prijavljamo, jih bomo lahko prijavljali. Seveda potem stalni pokrovitelji. Potem mi smo začeli enostavno cel program sezone planirati tako, da se je vezal na te aktivnosti. Zato, da lahko imamo tudi upravičen strošek, ki smo ga izkoristili ne za promocijo razstave zdaj v tem trenutku. Tako da je tudi problem, če so previsoki proračuni in če vi ugotovite, da ste prekratki, je problematično. Ne. Tu se ta naša Balkan računovodstva ne obnese, če že ti stav račun, pa ga ne zda dokumente, morate dati zdravni spisek, da ste ta račun plačali. Pa tudi, če se boste spravili v goljufanje, boste pa preveč zgubljali, ker bo treba davke stran plačevati, njemu te povišali promet, sebi boste povišali promet, kdaj vam bo vrnil to, da vam bo vrnil, to nima smisla. Ne gre to za goljufanje, da bi hotel, ampak imamo taka mala sredstva, da enostavno moramo znotraj tega iskati rešitve. To res ni goljufanje. Včasih, recimo, jaz na našem ministrstvu smo imeli en tak primer, ti narediš projekt, ti nimaš svojega sofinanciranja, ampak ti narediš, recimo, zastonj zrežiraš, zastonj naprej. A veš, ne gre pa za to, da bi ti zdaj goljufal, ti narediš projekt, ampak daš neko svoje zastojno delo, ne kakorkoli že, a veš, da to ni voluntarizma, ne, se pravi. Ampak to ni, recimo, tega, kar mi lahko nekako tudi upravičujemo sami do sebe, že če ste do sebe fair v našem projektu, tukaj pa nekaj mora biti vse plačeno. Torej, morate tudi sebi izplačati v končni fazi honorar. Še kdo kaj na to temo financirane? Mislim, da dobršen del je seveda financiran tudi strani tega našega programskega financiranja, strani ministrstva pa mestne občine Ljubljana. Brez tega seveda takih projektov ne bi mogli delati. Če nimate nekih finančnih virov, ki so zagotovljeni, naprej za 2 leti je to zelo težko. Tako da zdaj upimo, da ne bo preveč krizo. Bomo s tem vsi rahli probleme. Dobro, način možno še eno vprašanje. Mene zanima, je potrebno tudi poročati merjenje uspešnosti projekta, se pravi pretočinstvo, je treba tudi kakšne ankete, delopravke v tem smeri. Sam poveš, kako se boš evalviral. Mislim pa, da je občinstvo kar potreben podatek, vedno v poročilu. Statistično vse. Ni pa, da bi morali anketirati našo publiko, ali se ne zdaj to. Vi morate biti uspešni in imeti prav obseg ciljne publike glede na situacijo, glede na državo, v kateri ste. Se pravi, vaša številka ne bo taka kot pri vaših nemških partnerjih in tudi ko v Bruslu pol to evalvirajo, imajo to v mislih. Tako da ne se bazde, da morate vi tudi imeti milijonske številke ali pa ne vem, koliko tisoč obiskovalcev. Ampak za vaš prostor pa mora biti pač dosegati nek nivo. Sam še eno vprašanje, kako ste vi komunicirali z izvajalsko agencijo? Se pravi, ko vi pač projekt dobite podporo, ko ne komunicirate več s nami, kot to različna točka, ampak je za vaš projekt odgovoren uradnik oseba v Bruslu, s katero pač komunicirate, njih sprašujete, če so kakšne težave, jih obveščate o spremembah, me zanima, kakšna je bila vaša izkušnja pri tej komunikaciji. Kar se komunikacije tiče, super, res, da vsako stvar, ki se jih vpraša, ki se jih prosi, so res na voljo. Včasih traja tudi mogoče malo dela, ampak je razumljivo, da pač niso zmeri tam, da ne visijo skozi, ampak neka taka res zelo pozitivna izkušnja. Je fajn to, da vključite tega svojega, recimo,
project manager oziroma tega skrbnika, recimo mi smo ga povabili, da prvo Ljubljano si ga delimo že ne. Zdaj pri tem, pač imamo tega naš in potem nekako smo zelo dobro komunikacijo z njim vzpostavili, tako da to je res pomembno, tudi za vse te spremembe, ki jih mora on odobriti, oziroma je fajn, da imate dobre odnose, oziroma da se poznate. Ko imate javne dogodke, povabite tudi vašega skrbnika, ne, iz Brusla, ne. On je tu ciljna publika. naše dopošlo. Mi imamo na festivali samo to izkušnjo, da so zelo so prijazni, tudi pripravljeni pomagati, so pa zelo neodzivni, ker so zasuti z delom. Mislim, da je to eden izmed oddelkov, ko kleca in se lahko zgodi, da jih je treba malo rečno. 3 maile poslati, poklicati, niso pa nič tako, da bi iskali napake, pomagali. Dobro namerni, skratka, nek se jih vati. Če so vas sprejeli, vam so vam dali vas dar in hoče to sprovesti. Ne vem, če mogoče bi počasi zaključili vse vprašanj, bi lahko bo kar še nekaj, mogoče res sam čisto v 2 stavkih, ne vem, ali pa še tak odsvirek v navednicah, ali pa mogoče nasplošno, ali je to pozitivna izkušnja, negativna izkušnja, nuja. V bistvu situacije rešuješ skozi, zanimive so. Jaz vam lahko sam povem, da na začetku, ko smo delali ta prvi projekt Puppet Nomad, da se je zgodilo ena taka dodatna stvar, da smo mi ta projekt delali tudi eni vasi v Armeniji, na nekih 2000 pa nekaj metrov, in da zaradi tega našega projekta, ki je trajal tam 3 leta, je prišlo do tega, da so naredili tam asfaltno cesto, da so obnovili dom kulture in da so zamenjali šipe na šoli in obnovili osnovno šolo. In to direktno, ker sem čez premijeru armenskemu, ki je me vprašal, kaj zdaj, kako pa kaj, sem mu rekel, če lahko gre tudi v šolo malo pogledati, kako se oni tam učijo, ker ni bilo ne okna na predstavljate se na 2000 metrih, da o WC-ih ne bom govoril. Tako da je tak projekt, recimo, čist sporeden, prinesel tudi ten napredek, po eno tako vas tam. Zdaj bi pa res počasi zaključili. Jaz bi vas še enkrat res prosila za te vprašalnike, lepo, imate manj časa, da jih izpolnite, vidite, da se dobimo potem na koncu tam na Trigrijskih kavi. Hvala za udeležbo in s tistimi, ki pridete na delavnico, se pa dogovorite tudi. Nasvidenje, lep dan.